Učenci šolske skupnosti so se danes zbrali s posebno nalogo. Napisali bodo apele oziroma pozive posameznikom, ki lahko vplivajo na to, da na svetu ne bi bilo več kršenja človekovih pravic. Verjetno bi bila najbolj kršena pravica enakosti, zaradi tega ker veliko ljudi sam po videzu loči ljudi. Je pravica do hrane pa vode. Tudi kakšnega izražanja lastnega mnenja, pa ta diskriminacija kakšnih žensk. Apeli Pišen za pravice so letos namenjeni ljudem, ki so jih mučili ali so zaprti zaradi svojega mnenja, Romom iz naselja Rimše in Loke v Sloveniji, spodbudnih sporočil pa bodo veseli tudi prebežniki, ki prečkajo našo državo. Upamo, da se bodo spočili tukaj, da bodo uživali med prazniki, da bodo ostali svojo družino, bili na toplem, da bodo našli čas za igro in zabavo. Poslali smo jim tudi izbice, da bodo imeli neko igračo, nek spomin. Mladi se je dotaknila tudi usoda mladoletnice, ki so jo prisilili v poroko s starejšim moškim v Burkina Fasu. Zato smo se odločili napisati eno pismo predsedniku te države, v kateri je ona živela, da naj se že pri mladih letih, da naj se prvo šola in potem, če se želijo poročati, naj se poročajo in naj jim je poroka najlepši dan življenja, ne pa da so morali biti prisiljeni v to in naj ne rabijo trepetati tega dneva. Druga skupina pa je deklici napisala pismo spodbude. Čim več ljudi bi pisalo take apele, čim več imamo moči, sporočamo svetu, da tudi mi že od mladih nog že vemo, kakšne so situacije po svetu. Če se bodo strinjali tudi njihovi starši, bodo pisma odposlali in prav vsi verjamejo, da bodo apeli pomagali spremeniti usode ljudi, tako kot se je to v minulih letih od podpori tega projekta že zgodilo. Zdaj pa se selimo v tropske kraje, kar je sicer slišati zelo prijetno, a žal je tudi na lepih koncih sveta kaj neprijetnega. Recimo komarji. Ti prenašajo hudo bolezen malarijo. V zadnjem letu je zaradi te umrlo okoli 500 000 ljudi. To pa je veliko. A spodbudna novica je, da se je število ljudi, ki trpijo zaradi malarije v zadnjih 15 letih zmanjšalo za skoraj polovico. Na številnih tropskih in subtropskih območjih po vsem svetu, torej tam, kjer je dovolj vlažno in toplo za širjenje komarjev, prebivalci svoje domove pred njimi zaščitijo z mrežami. Da bi preprečili širjenje komarjev, ki prenašajo malarijo, tudi škropijo zunanje in notranje površine poslopi. Ker si številni tega ne morejo privoščiti, opremo za zaščito pred komarji večinoma financirajo svetovne organizacije. Učinkovitega cepiva proti malariji še ni, prav zato komarje in njihova bivališča uničujejo. Tako so samo v zadnjih 14 letih v Afriki preprečili smrt več milijonov ljudi. Če malarije ne zdravimo, je namreč smrtna. Prenašajo jo samičke komarjev vrste Anopheles, ki pikajo predvsem ob mraku in ponoči. Te prenašajo posebne zajedavce, organizme, ki škodijo našemu telesu. Tistega, ki zboli, najprej močno zebe, potem pa dobi visoko vročino in se poti. Po preboleli okužbi ljudje postanejo odporni proti tej bolezni. Enako kot se dogaja, da ljudje, ki prebolijo to bolezen, postanejo odporni nanjo, pa na nekatera škropiva, ki preprečujejo širjenje komarjev, postajajo odporni tudi komarji. To pa bi lahko ogrozilo dosežke pri obvladovanju te bolezni. In s tem se zdaj spopada tudi Svetovna zdravstvena organizacija. V Pekingu danes lažje dihajo. Zaradi velike količine smoga v zraku so ta teden namreč v Pekingu razglasili rdeči alarm. Osnovnošolci in otroci iz vrtcev se celo niso smeli zadrževati na prostem. Danes pa se je nad glavnim mestom Kitajske, Pekingom, namesto zadušljivega smoga že pokazalo jasno nebo. Količina nevarnih delcev v ozračju se je zaradi ukrepov zmanjšala, oblasti pa so napovedale tudi odločen boj proti onesnaževanju. V Stockholmu pa so podelili Nobelovo nagrado za mir, ki jo vsako leto podelijo na obletnico smrti Alfreda Nobela. Letos jo je prejela četverica za nacionalni dialog v Tuniziji, ki si prizadeva, da bi bila država bolj demokratična. Zdaj pa je čas, da spoznate 13-letnega Viktorja. Poleg šole pa igranja tenisa in klavirja ima čas tudi za računalnik. Njegov oče sicer pravi, da lahko ob njemu vsak dan preživi samo pol ure, a konec tedna malo več. A kaj vse v tem času ustvari? Coming home from school like a boss. Today we're having a shooting video for TV. With these guys, say hi. Okay, they're great. V Viktorjevi glavi brbota od idej, ki jih z drugimi deli tudi v videoblogih oziroma vlogih prek svojega kanala Viki Studio. Med drugim premišljuje tudi o tem, kako izboljšati aplikacijo, ki jo je naredil za telefone svetovno znanega proizvajalca. Gre za kviz za mlade, ki vsebuje različna vprašanja. Znanstvena, pa kakšne lastniki korporacij teh velikih, pa kakšne račune, kako hitro zračunati pa to.
Aplikacija je za zdaj še v demonstracijski različici, a Appleovi strokovnjaki so jo pregledali in jo odobrili. To pomeni, da je Viktor sam napisal aplikacijo, ki nima napak in deluje. Meni to zelo veliko pomeni, ne, ker ti ne sprejmejo vsake aplikacije. Hit that like button. Za božič jo namerava ponuditi v trgovini z aplikacijami. Izboljšal bom še malo ozadje, pa planiram, da bi še izboljšal da bi dodal kategorije, da si lahko uporabnik izbere, kakšne vrste vprašanja bi lahko, pa težavnost. Viktor je sicer član skupine razvijalcev telefonske programske opreme, zato ima dostop do programov za izdelavo aplikacij, kar pa ni najbolj preprosto. Kako se naredi tako aplikacijo, Viktor razlaga v enem izmed svojih vlogov. Viktor sanja, da bo nekoč član ekipe najboljših strokovnjakov za izdelovanje aplikacij. Pri tem bo lahko uporabil vse znanje, vso ustvarjalnost in vse ideje, ki mu rojijo po glavi. Gotta go. See you next time. Petek bo še kar jasen, a jutra bodo ponekod še meglena. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, v alpskih dolinah pa bo čas za dvojne nogavice, okoli -9 stopinj. Čez dan bo topleje, ampak prav vroče nam ne bo. Pričakujemo od 2 do 7, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija. Prijetno toplo pa je vedno v naši družbi. In že 10 minut pred 8 bo na drugem programu na ogled ponovitev tega, kar gledate zdaj. Skupaj ostajamo na spletu, Facebooku in Snapchatu. Jutri ob 6 pa se vidimo v pregledu tedna. Čau!